Dober dan, živijo, dobrodošli. Kako ste? Je bil kdo od vas tukaj včeraj? Kdor ni bil, ne veste, kaj zamujate. Včeraj je bila Božja prisotnost nadnaravna, skoraj da so se čudeži dogajali. Se ne vem, a so se, Klemen? Sigurno so se, ja. Bog je bil med nami. Odprite srca, Jezus vas kliče.
saintly God, słuchaj gości żywioł. Skozy temu kamen rozdziel, nebesa soczy kostołma. Twoja boja, Twój krzyż, Twój tron. Uzdrowienie masz, czy wyłączy mi, Jezus Jeziu meni. Uzdrowienie masz, czy wyłączy mi, Jezus Jeziu meni. O, żywił meni, żywił meni. Прибуди ми духа, прибуди ми сърце за те, прибуди ми духа, прибуди ми сърце за те, прибуди ми духа, прибуди ми сърце. Твоя боя, Твой кръж, Твой гроб. Uzdrowienie moc, czy wyduszy mi, Jezus Jeziu meni. Uzdrowienie moc, czy wyduszy mi, Jezus Jeziu meni. Listen, He's alive, He's alive, He's alive, He's alive in me. Humanity, Christ in me, the hope of glory. Christus humani, upanie slavy. Прибуди ми духа, прибуди ми сърце за те, прибуди ми духа, прибуди ми сърце за те, прибуди ми духа, прибуди ми сърце. Твоя боя, Твой кръж, Твой гроб. Уздроwienie moc, czy wyduszy mi, Jezus Jeziu meni. Uzdrowienie moc, czy wyduszy mi, Chrystus Jeziu meni. Oh, hallelujah, You're alive in me. Oh, hallelujah, hallelujah. We are a spirit people. Mi smo duhovni ljudje, We walk and talk and live by the Spirit. Hallelujah. živimo in govorimo po duhu. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome. Sveti duh, dobrodošel si. Touch our lives tonight. Dotakni se naših življenj nocoj. Oh, Lord, take us over. Gospod, prevzemi nas, Consume us. polži nas. We surrender completely to you tonight, Lord. Popolno se ti Oh, we are predajamo. yours. You are ours. Tvoji smo, Gospod, You are our in ti si God. naš, We are ti your si naš people. Bog. Hallelujah. Worthy of the glory. Worthy of Vreden si the vse honor. slave. Aleluja. Worthy of the praise. Vreden vse hvale in čaščenja. Christus humani, humani. Twoje je królestwo, Twoja je moc, Twoja je sława zawsze. Amen. Twoje je królestwo,
Dajte mu. Slava, Yeshua, yours is the kingdom. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je moć, Tvoja je slava za vedno. Amen. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je moć. Yeshua, 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 Yeshua. Bostian, would you come up and take the mic and just pray? Razglašamo Tvoje kraljestvo, Gospod. Razglašamo Tvoje kraljestvo na temu mestu. Haleluja, naša življenja Ti pripadajo. Odkupil si jih s krvjo Jezusa. Oče, odkupil si nas s krvjo svojega edinorojenega Sina. Haleluja, plačal si najvišjo ceno za to, da Ti popolnoma pripadamo. Zdaj nas nič več ne loči od Tebe. Ne dovolimo nobeni stvari, da nas ločuje od Tebe. Haleluja, kličemo Tvoje ime, Jezus. Jezus, Ti si naš rešitelj. Jezus, Ti si naša zmaga. Jezus, Ti si naš prodor. Jezus. Mogočno ime, mogočno ime. Jezus, Jezus, Jezus. Najvišje ime, najvišje ime. Jezus, Jezus, Jezus. Jesus, Jesus, Jesus. Kralj Jesus, vsega. Jesus, 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 Jesus. Jezus. Oh, Jesus, just cry out to the Lord. Just say His name. Just speak His name. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Kličite Jesus. njegovo ime. Jesus, Koraria Shanda Bakoraria Sando, Kila la Koma Marianda, the Koma Sando, Kilaria Sandeo, Koria Shando, Koma Bahayando, Koraria Sando, Koma Shando. Oh, hallelujah. Just lay your worship before Him as an offering tonight. Just lay your worship. Daruj mu svoje čaščenje As an offering. na njegov oltar. Here is our offering. You are worthy.
and see. Praise and see. Praise and see. Твоє є краєство, Твоя є мощь, Твоя є слава завидно. Amen. Твоє є краєство, Твоя є мощь, Твоя є слава завидно. Oh Lord, let your glory be seen in your church, your bride. Gospod, naj se vidi tvoja slava v tej cerkvi. Your glory, take your glory. Tvoja slava, tvoja Show slava. your glory to the Pokaži world. nam svojo slavo. Your honor. Not to us, but to your name be praised. Oh, hallelujah. Worthy, 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 great and seen. Gloria Sando, every breath cries out, you are Lord, you are God, you are Messiah. Ti si Gospod, ti si Bog. Every cell in our body says you are God, you are King, you are Lord. Ti si Bog, ti si Gospod. Naši Tvoji. Creation cries out, we adore you. Obožujem te. Obožujem te, Jezus. Gloria Sandela, como Mariando, do Coriando, our heart cries, Jesus, lubim te, lubim te, lubim te, Jesus, lubim te. Gloria Sandela, como la bahaya, como Mariando, oh Holy Spirit, make Jesus real. Spirit of revelation, Razodetje duha. make Jesus real. Naredi Jezusa realnega, resničnega. Make the Father real. Open our eyes. Odpri nam oči. No barriers, no curtains, no walls. Brez preprek, brez zaves. Open heaven. Just looking at you, Lord. Just looking at you, Lord. Vreden si da slavi saka pesante. Vreden največje slave, ki tebe gre. Vreden da vsak svoj del zate vtegne me. Živim za te. Jezus ime nad vsem je vzvišeno. Jezus, edino ti rešiš nas lahko. Vreden da vsak moj del zate vtegne me. Živim za te. Živim za te.
Odprite oči, da me lahko vidite. to see me for who I am Da in me my vidite za glory. to, kaj sem, mojo slavo. I'm breaking off the limits. I'm breaking off the limits of how you see me. Odstranjujem omejitve, kako me vidite. Oh, hallelujah. Lord, stretch our vision of you, Lord. Gospod, Stretch our razširi naš understanding. pogled nate. Oh, Lord. You're great, you're mighty, you're mighty, you're mighty, you're mighty, you're mighty. Mogočen si, Gospod, Say mogočen Bog. mogočen si. Say mogočni Bog. Reci mogočen. Nothing is hard for you, nothing is Nič ni impossible. težko zate. You're the God of miracles, Ti si Bog čudečen, God of all power, God of mercy, milosti, God of a million. Healing God, healing God, healing God. ozdravitve. You're the healing God. Bog ozdravitve. Hallelujah. I'd like you to come. Just come on up. Pridi. We want to pray for you tonight. Želimo moliti zate danes. This lady we prayed for yesterday, Gospa, Tadea, Tadea. ask your friend to come up. Yeah, you. Come on up. Clement. O, haleluja, hvala ti, Jezus. Mi verjamemo, da Bog uzdravlja, haleluja, amen. A lahko povem, da nisem pozabil že. Tatjana. To je zame že veliko, da sem prvi dve črki zadel. Ej, a lahko povem, zakaj molimo, ali ne? Kakor hočeš. Noč, dajmo raka napadati, cerkev. Amen, dajmo raka napadati, amen. V imenu Jezusa. Dajmo se strinjati, da raka ne več, haleluja. Eni se še spomnite, ko smo imeli Viktorja tukaj prejšnji mesec, se spomnite? No, danes večer mi njegova žena pisala po noč, da če lahko molimo za njega, da je imel nesrečo in da je vas polomljen in da so ga odpeljali na intenzivno, pa da ne zgleda dobro. In pa sem poslal na to našo skupino WhatsApp, da imamo malo za Viktorja. In pol sem dobil drug message, ne vem kdaj, ob enih 11, ali kdaj, da doktori ne vejo, kva se je zgodilo, samo da je človek spoganov je operiral, vse cool z njim, nič jim ni jasno, res, nič jim ni bilo jasno zdravnikom, ko dar ne vidiš, vse dogaja, vse, tudi zdravniki vidijo čudeže. In pol so rekli, da ga bojo 3 dni imeli na opazovanju, ker najbrž jih zdaj zanima, kaj je to v tem človeku. Tako da hvala ti, dajmo najprej za Viktorja molite, Tatjana. Okay. Hvala ti, oče, za Viktorja. Oče, da bo ful tvoja prisotnost toliko močna v tej bolnici, haleluja. Ko on ful nos tvoje prisotnosti. Oče, mi molimo, da pride ful večji čudež od ozdravljena raka v to bolnico, oče, da se zdravniki na novo rodijo, haleluja. Oče, tako kot Tatjana, ki se je na novo rodila, haleluja, ki je sprejela tebe za svojega Gospoda, haleluja. To je največji čudež, Tatjana, več od ozdravljena raka. Haleluja. Tako da mi verjamemo, da ne boš umrla, ampak če slučajno bi danes umrla, je vse v redu, haleluja. Amen. Se boš imela boljš, kot mi, ko ne bomo umrli. Se tudi ti ne boš umrla, ampak če bi slučajno. Amen. Veš to? Amen, the best, to največ veš. Pa to je največ.
to rak je zdaj ful manjši čudež. Okay, ampak dajmo še za manjši čudež. Hvala ti, Oče. Benga, can't hear, you can also lay hands. Ja, dajmo, ne vem, pač, kdorkoli, če bi rad prišel opreč, ne pa stegen roko, ali pa saj strini se v duhu. Onkologu sem rekla v sredo, ki mi je rekel, ja, pa kakšno jogo, pa sem jaz rekla, jaz imam kar Boga, pa ga tako v oči gledam, pa me tako čuden gleda, Boga, kva je zdaj to, ne? No, jaz sem rekla, mogoče kakšne dihalne vaje, tok, da lažje vdihnem, ne? In pa sem šla in sem se obrnila sam na Boga, moža sem pustila doma, ker moram to sama najprej, ker ne moram to z njim enkrat sploh. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala, da si ti naš zdravnik. Haleluja. Hvala, da si ti naš zdravnik. Haleluja. Oh, haleluja. Rak, ti si poražen. Ti si poražen, rak. Ven iz tega telesa. Ven v imenu Jezus. Spusti jo. Spusti jo. Spusti jo. V imenu Jezusa. Spusti. 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 V imenu Jezusa. Lomo vsa prekletstva. Jesus. Hiramake terebesa kalabahaja. Moč ozdravljenja. Moč v to telo, moč ozdravljenja. Moč ozdravljenja v to telo, v imenu Jezusa, rabasa kalabakaja. Moč ozdravljenja, hvala ti, Jezus. Sam sprejmi zdaj to čas, sam sprejmi. Sprejmi po veri, po veri vzemi ozdravljenje. Reč moje, ko boš čutila, da si sprejela, reč moje. In Boga ne več spustiti. Drž ga, haleluja. To je tvoj Bog. Bog je tvoj zdravnik. Najprej sem hotela njega, to je bilo prvo za ozdravljenje. Že skozi. Ok, a imaš zdaj? Tipala, če je še bulca. Pa sem si rekla, nisem si upala, pa je bila ura polnoči. Pa sem pa tako rekla, no ja, tudi če je, pa je še, prav če je, pa kaj pol če je. Bože, Bog me je ozdravil, Bog bo že naredil tako, da bo prav, tudi če me bojo operirali, ampak v tej bulci ne bo nič. Če pa bo pa pol tako naredil, da bo prav. Tako sem rekla. Ne roko na bulo. Gremo to bulo ven, razjesi koga si premo. Ven bula, v imenu Jezusa. V imenu Jezusa. Vejdi ven iz tega mesta, ven. Haleluja, ven. Cast you out by the power of the Holy Spirit. Cast you out in the name of Jesus. You demon of cancer, go out in the name of Jesus. The authority has been given to us. We command you in the name that is above every other name. Go out in the name of Jesus Christ. We cast you out in Jesus' name. Cast you out in Jesus' name. Hvala vam, hvala. A si zdaj tako imaš tako dober feeling zdaj, da si sprejela? Ne. Zdaj moraš sprejeti. Ja, si sprejela, amen. Reč, to je moje. Amen. Amen. Zavedno je to moje, do konca sveta. Reč, jaz sem ozdravljen. Jaz sem ozdravljena. Rak je preklet. Nima več moči v meni. Bo več deloval. In ne bo več deloval v meni. Niti se ne bo več vračal. Aleluja.
Hvala, Jezus. Amen. Nič, Tatjana, zdaj sam veruj. Ne več prositi za ozdravljenje, ampak sam zahvaljuj se, da si ozdravljen. Se samo to delam. In danes sem rekla, no Jezus, toliko mi je pritisk nabil, preden sem šla, pa sem si dala za pritisk tablet v žep in sem rekla, greva. Jezus, greva molit tebe. Amen, slava Bogu, Tatjana, haleluja. Dajmo še malo moliti za ozdravljenje, haleluja, ker tukaj je ena deklica, ki je prišla iz Bovca. A lahko molimo zdaj za tebe? A lahko? Ok, a lahko priješ naprej? Haleluja, hvala ti. Si pomivo tvojega sina še malo sposoben, haleluja. Ja, lahko si, ne vrniš to. Sam roko, da gor, pa malo, ko boš imel drugo. A bi rada povedala, zakaj molimo? Različne diagnoze, anksioznost, depresija, psihoza. To so bile moje diagnoze, no. Hudič, dosti je bilo. Spust našo hči v imenu Jezusa. Spusti jo. Spusti jo v imenu Jezusa. Kdo je s tabo prišel? Aja, mama, naj pride še mama. Prid mama naprej. Kje je mama? Ja, prid naprej. Oče, mi kličemo blagoslov na to družino. Hudič, dosti si jih mučil. Dosti si jih mučil. Dosti si jih mučil. Dosti si jih mučil v imenu Jezusa. Sajata, pober se stran, vsak duh, ki si ukradil zdrav razum, pober se stran v imenu Jezusa. Oče, mi deklariramo, da je naša sestra zdrava, da si ji dal duha, ljubezni in zdravega razuma, ne duha strahu. Oče, smo v imenu Jezusa, mi jo kličemo ven, vstani in si hči, vstani in si hči. Oče, naj osvaja. Oče, ona ima prihodnost in njena prihodnost je svetla. Oče, mi ti damo slavo in čas, ker si odprl zapore, je dal jetnikom svobodo. Danes oznanjamo, da je naša sestra osvobojena. Osvobojena vsake opresije. Osvobojena vsakega zla v imenu Jezusa. Oče, oznanjamo, da je kri Jezusa Kristusa močnejša od vsake diagnoze in dajemo te diagnoze na križ, ker je kri Jezusa izmila te diagnoze iz njenega življenja. Nobene legalne osnove ni, da bi kakršnakoli od teh diagnoz bila v njenem življenju. Deklariramo zdravje, deklariramo zdrav razum, deklariramo svobodo v imenu Jezusa. Oče, svoboda je v imenu Jezusa. Zlomljene so vozi v imenu Jezusa. Za vsadzga, za vsadzga. Oče, huse je pahari, saja je te in oče, mi kličemo mir Jezusa Kristusa. Mir Jezusa Kristusa. Oče, ne bo ta oče, aktiven, Gospod. Oče, ne bo ta zopet, oče, poln idej, poln domišljije, Gospod. Oče, smo, da se ne boji več svoje domišljije, ki si dal čudovito domišljijo, Gospod. Si dal, da ustvarja s tabo, Gospod. Oče, naj spet, Gospod, začne verovati, Gospod, začne upati, Gospod, se začne izražati, Gospod. V imenu Jezusa vsak duh strahu je zvezan, zlomljen in ga pošiljamo pod Jezusove noge zdaj. Nobena stvar, ki je bila narejena zoper njo, nobeno orožje zoper tebe ne bo imelo več uspeha. Hvala ti, Jezus.
Oče, mi jo blagoslavljamo v imenu Jezusa. Kličemo obnovo, kličemo zdrav razum, kličemo popolnoma zdrav razum. Zdrav razum, tako kot ga je Bog namenil. Bog ni namenil nobene slabe stvari za tebe. Nobene slabe stvari za tebe. Nobene slabe stvari za tebe. Ko boš šla naprej, boš blagoslovljena. Oče, smo v imenu Jezusa, Oče, da lahko zaspi v miru, brez skrbi, Gospod. Oče, in da se veseli, da si ti ta, ki si odprl vrata te ječe, Gospod. Sam reči. Želim si ven, Gospod. Prihajam, Jezus, k tebi. Ne gledam ne na levo, ne na desno. Ne bojim se, ampak verujem. Sprejemam osvobojenje. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Holy Spirit, heal me. Let your love and mercy heal me. Oh, I call on you. Would you break every yoke in me? Oh, break every yoke in me. Oh, Holy Spirit, heal me. Oh, Holy Spirit. Decree in the name of Jesus, we cast out every demon of mental retardation in you, every demon of anxiety, we cast it out in the name of Jesus. Because you said we should decree a thing and it shall be established. We are decreeing right now. Yes, you said where 1, 2 or more people are gathered, you are present. We are agreeing as one right now, and we are decreeing in the name that is above every other name. We cast out you demon of mental retardation, demon of anxiety, demon of depression. We cast you out in the name of Jesus Christ. Get out of her right now in the name of Jesus Christ. Bodo zdravljena v Božjih ranah. Vsaka stvar, ki ni povedana v to telo, ne gre ven, mesa, ne gre ven. Haleluja, ne gre ven. Kaj ti si hči Božja. Haleluja, Jezus, se je ozdravil vsem. Haleluja, Jezus. Zdravijo me, vsaka stvar gre ven iz nje, ki ni posebna v tvoje telo. Ne, vse imeno zvežemo vsakega demona nemira, vsakega demona depresije, vsakega demona anksioznosti in ti zapovedujemo, zdaj nimaš več mesta v njej. Nimaš več mesta v njej, moraš pustiti zdaj. V Jezus imenu kličem svobodo, v Jezus imenu. Zapusti in spusti zdaj, spusti njene misli, spusti na srce. Spusti vsak brasup iz strani, v Jezus imenu. Priklicujemo vse sovražnikove laži glede njenega življenja in govorimo upanje in svobodo. Upanje in svobodo. There is power in your name, Lord. There is anointing in your name. A tako Jezusa si že sprejela za svojega Gospoda, rešitelja? Kdaj? A je zdaj prvič, kaj? Ja, to nisem vprašal, v kateri veri ste. Ne, sam tako, če že sprejeli Jezusa za svojega rešitelja. A po YouTubeu, kaj? Haleluja, wow, to imamo pa zdaj ful privilegija, veste to? Ja, to je zdaj največjo molitev, bomo zdaj molili na svetu, kar obstaja. Wow, sploh nisem vedel, wow, haleluja. You're singing nice, very nice. Haleluja, oni dve bosta sprejeli Jezusa danes, čestitam, haleluja, bravo, kako meni? Mateja. Ja. Korina. Ja, hvala. To je ta holandski, iz Holandije, aj ne veš.
je dobila ime, ki je mož, on zelo spremlja šport, a ne, in od Schumacherja žena je Korina in se mu je tako Wow, ej. Wow, ej. Enač, zdaj uzdravljenje je the best, to ti pripada. Ampak najbolj pomemben je, da veš, da si Božji otrok. In tudi vi, gospa, za vse, to je za vse velja. Ker ti lahko hodiš cel življenje nekam v cerkev, pa moliš, pa nikoli se ne srečaš z Jezusom. Zato je Jezus rekel, če v srcu verjameš, a verjameš v srcu, da je Jezus živ. Verjameš v srcu, amen. In pol je rekel, če z usti priznaš, da je on Gospod, pol boš odrešen. Se pravi, v srcu verjameš, z usti ga pa sprejmeš za svojega gospodarja. In pol je Jezus tvoj gospodar. In pol hudič nima več šans. Ko hudič daje psihoze, pa vse živo, ne vem kaj vse. Jaz sem bil 20 let star, ko sem zamenil svojega gospodarja. Ko prej bil, pač, jaz sem mislil, da sem ful pameten, tako mlad filozof, sem bil pa v bistvu pod oblastjo hudiča, dokaj nisem Jezusa sprejel. In pol naenkrat nisem imel več nočnih mor, glava me je nehala boleti. Ful enih posledic ima, ko spremaš Jezusa. Pol tema, ja, nočne more. Recimo, jaz sem jih imel še 1-2-3 mesece, da sem se naučil še v sanjah Jezusa povabiti. In pol ti vse deliš z Jezusom zdaj. Veš, vedno povabiš Jezusa. In pol pač izženeš hudiča stran. Ok, nač, dajmo moliti molitev za sprejeti Jezusa. To je ful simple, molitev je pogovor z Bogom. Nikoli več ne tako moliti. Oče naš, ki si na svetu, to je brez veze. Jezus je rekel, ne veli govoriti, kam molite, ampak to iz srca se z njim pogovarjaš in najbolj pa tvoj srce je pomemben. In zdaj bomo iz srca rekli nekaj tazga, Jezus, verjamem vate, hvala, da si ti umrl za mene na križu, da si vse moje bolezni, vse moje grehe odnesel, da si tretji dan vstal od mrtvih, jaz te zdaj sprejemam za svojega Gospoda, zdaj si ti moj gospodar, ti si moj rešitelj, amen? A bi radi to molili? Ok, a je še kdo, ki nisi sprejel Jezusa tukaj? A je še kdo tukaj, da še ni sprejel Jezusa? Vlado, zdaj sem ti dal priložnost, da svojo babico prečakiraš, če že lahko vprašaš, bod zihar, gospa ni več toliko mlada, haleluja. Amen. A drugače ste vsi že sprejeli Jezusa, haleluja. Ok, a je, gospa, ste že tako molitev za sprejeti Jezusa? Ja, pridite, kar pridite naprej. Zihar je zihar. Jaz se ne bi hecel več, haleluja. Kaj pa mama? Ne, saj vam ni treba biti naroden. Ne, kar pridite. No, pa pridite. Ja, bolj zihar je zihar, ne se hecati s tem, haleluja. To se ni zašpilati s tem. A je tako, rabimo. Jaz sem šel en full star avto pogledat, enemu avte prodajati. In sem rekel, pa prej sem imel tle vse pod vodo, ko sem šel mimo. Ja, sem vrgel stran 25 avtomobilov, skoraj novih. Sem rekel, a si dobil kaj denarja? Prav, ful mal, ker so neke klauzule zavarovalniške, pa to. Koliko bolj je pomembno, da mi svoje življenje zavarujemo, kaj ene avtomobile pa hiša, je tako? Da bomo večno živeli z Jezusom, amen? Ker to življenje je ful kratko, res. Amen. Dajmo skupaj zapreti oči, predstavljajte si, da vas Bog posluša. Pa sam skupaj za mano ponavljajte, rečite, Jezus, jaz verjamem vate. Z vsem srcem. Verjamem, da si za mene umrl na križu. Da si moje grehe odnesel na križ. Da si trpel namesto mene. In da si tretji dan vstal od mrtvih, da si zdaj živ, pridi v moje srce, jaz te sprejemam za svojega Gospoda, za svojega gospodarja, za svojega rešitelja, za svojega zdravnika. Če danes umrem, se bom direkt pri tebi znajdel. Haleluja. Ni več obsodbe zame. Jaz sem Božji otrok. Haleluja! Haleluja! Čestitam, bravo! Bravo, haleluja!
Bravo, gospa, haleluja, slava Bog. Hvala ti, Oče, za vse, kar delaš. Oče, hvala ti za Slovenijo, Oče, da je to narod, ki rabi Jezusa. Oče, pomagaj nam zdaj, da vsak je sprejel Jezusa, da skrbimo za njega, da raste v veri, Oče. Oče, da vsi, ki sprejmejo Jezusa, postanejo učenci Jezusa. Oče, da se ne vrne kakšen demon nazaj, Oče, ampak da najde. Jezus je rekel, ko izženeš demona iz človeka, bo demon čez neki cajta se bo hotel vrniti, ali je to bolezen, ali je to psihoza, karkoli. In zdaj on, ko bo demon hotel nazaj pridati, more v tebi videti Jezusa. Amen? Ker če Jezus v tebi, on ne more prijeti nazaj. Če pa vidi, da je tvoj srce prazen, da si samo prišel k Jezusu, to, da si vzdravljen, zdaj pa živiš isto kot prej, pa bo pa še 7 frendov poklical, pa bo imel fešto v tvojem življenju. Zato ne tega dovoliti. Amen. Ni se ti treba zdaj bati, ampak samo živeti moraš z Jezusom. Amen. Nauči se, kdo si v Jezusu. Amen. Na sprem.si imamo materijale, dobrodošli v Božje kraljestvo, na tej mizi si vzemite vse živo. Pridite čim večkrat na srečanja vernikov. Povežite se še z drugimi brati pa sestrami. Ker važno je, da ste zdaj učenci Jezusa. To je ful pomemben, res. To je bolj pomemben, kot samo, da si ozdravljen. Haleluja. Amen. Hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti za učence Jezusa. Jezus, da tvoja cerkev raste. Haleluja, Jezus. Oče, molimo, da ta narod, Oče, da je odrešen. Haleluja. Hvala ti za Roka. En mladenič je bil tle. Prej smo začeli, pa sem ga zgledal odgnal. Oče, odpust mi, haleluja. Jaz blagoslavljam Roka, kjerkoli je zdaj tle v Mostah, to je mlad človek. Jezus, ti se mu razuden, haleluja. Oče, karkoli se užalil, jaz molim, da ga boš ti prepričal, Sveti Duh, haleluja. Da sprejme Jezus, da pride, da sprejme, da se na novo rodi, haleluja. Hvala ti, Oče, za njega in njegovo družino, v imenu Jezusa. Hvala ti, Jezus, haleluja. You are sitting, so you're not tired. You can keep playing. Ok, Tina, ti lahko sediš, lahko stojiš, lahko greš tja, lahko si tle. Znači, gremo v Rimljane 8, haleluja. Dajmo si pogledati. Rimljane 8. Ker ne bomo nič imeli pauze zdaj vmes, pa to, ker imamo še hrano za pojesti, pa tako naprej. Preden gremo domov. Tako da to so kar težke stvari še pred nami. In gremo zdaj v lažji del, to je Božja beseda. Božja beseda je ful lažja, kot oni kriminateljci, pa ne vem. Hvala ti, Oče, za tvojo besedo, hvala za otroke, ki se ful lepo obnašajo, ki vejo, da ni otroške pastorese danes z nami. After, honey, after. Benga, be led by the Spirit, don't push my wife to interrupt my message. Haleluja. Haleluja. Amen. Dajmo si odpreti Rimljanom 8, haleluja, živimo v duhu, haleluja. Reci svojemu sosedu, ti si duhoven človek, ti nisi meseno bitje, haleluja. Rimljanom 8 si pol doma še malo preberite, ker jaz nimam časa iti toliko v njega, ampak je pa res, to je taka poslastica Božje besede. Poglejte si zdaj v Rimljanih 8.1. Zatorej ni sedaj nobene obsodbe za te, ki so v Kristusu Jezusu. Upazite besedo zatorej. Beseda zatorej pomeni, da je nekaj se prej zgodilo. Nekaj se je dogajalo in zdaj rezultat tega je pa zato. In kaj se je prej dogajalo? V 7. poglavju je ful velika bitka med mesom in duhom. Pavel prav, ne morem živeti kot kristjan, ampak rad bi, sam ne morem. Rad bi bil duhom, pa ne morem se ful mesen. Delam to, ko nočem, to, ko bi pa rad delal, pa ne morem. A se kdo vidi v tem? Jaz sem si tokrat že rekel, zdaj bom pa ful, ne vem, to pa čez 3 dni spet. Da ne govorim, prej sem sprejel Jezusa, sem prišel v srednjo šolo, jaz sem bil predsednik razreda in sem se mogel ful lepo obnašati, sem pa same probleme delal. In pa sem rekel, zdaj sem pa čist spremenil, zdaj pa ljudje, zdaj se sploh hecati, se bom kar nehal. Da si predstavljate mene, da nobenih vicov ne pokam.
In sem ful ratu resen in to eni 3 dni sem zdržal, recimo. Največ, to je bil, ko sem se enkrat rekel, zdaj pa tudi pil ne bom več. To sem pa zdržal ene 2 tedna. In še golaž, ki je bil not, ki je bilo srnin meso in moraš dati malo vina not, da ga zmehča, ker sem slišal, da je vino noter, sem rekel, to jaz namedil, pa sem bil ful lačen. Ampak pa čez 2 tedna sem se pa spet napil. Cerkev, to je vse brez veze. Karkoli sam probaš, dajmo si rešitev pogledati. V Rimljanih 8 je rešitev. Amen. Zato ni sedaj nobene obsodbe za te, ki so v Kristusu Jezusu. Amen. Pika. In tukaj je pika. Haleluja. Se pravi, ko sprejmeš Jezusa, ni več obsodbe. Amen. Korina, zate ni več obsodbe. Jaz se včasih zjutraj zbudim, pa se počutim tako, kot kriminalc, recimo. Nema, se vam kdaj to zgodilo sa meni. Ne, da nisem jaz kaj čutil. A ti tudi, Vlado? Se že 2, haleluja. Pa nič nisem ukradil, nič nisem narobe naredil, pa se počutim ful, kot da je nekaj z mano narobe. In pol si pač zbudim, haleluja. Si rečem, dosti tega je, haleluja. Ker to je hudič, cerkev. Hudič te obsoja, on ti laže. In ti moš vedeti, a lahko reče, zame ni obsodbe. Ker sem ful dober kristjan. Ne to govoriti. Zato, ker moš vedeti, da včasih noš toliko dober kristjan. Amen. Zakaj ni obsodbe? Ker si v Jezusu Kristusu. Amen. To edini pogoj je, da si v Jezusu. Na YouTube ena muslimanka pisala, ki je videla reklamo za krst v vodi in je pisala, kakšni so pa pogoji, da se krstim, a bi me sploh krstila ali me ne bi. In pa sem pač rekel, ja, če verjameš v Jezusa, lahko priješ. Rekla, a to vse se ko ja. Rekel, wow, ker noben me noče krstiti. Jaz sem pa ful spraševala Boga, če on živ, ali je Koran res, kaj je bila muslimanka. In pol je Jezus prišel in je rekel, da ne Koran stran vršnje, da je on rešitelj. Haleluja. In pol sem rekel, ne samo, da lahko priješ, povab vse, kar lahko povabiš. Vso familijo, vse, ne vem. Nisem rekel teroriste ali karkoli, ampak pač povab vse, haleluja. In pol je prišlo ene 12 muslimanov in 8 od njih se je krstilo v vodi, haleluja. Amen, samo 10 minut pridige so rabili, haleluja. Amen, in še zdaj, to je bilo na Slivniškem jezeru, in še zdaj eni od njih hodijo na srečanje, haleluja, amen. Se pravi, za koga ni obsodbe? Za tiste, ki so v Jezusu Kristusu, amen. Nikoli to ne pozabi. Tudi če eni od vas, recimo Tomo, glej ga, kako dobro zgleda, haleluja. Haleluja, Tomo, zate ni obsodbe, amen. Ampak zakaj? Ne zato, ker si dober bobnar. Ne zato, haleluja. Ne zato, ker si ful ljudem pomagal. Zadnjič ena, cerkev zadnjič, jaz sem bil toliko hvaležen za Tomota, ker je ena oseba prišla, ki ni imela kam iti. In je prišla, v sredah imamo molitev tle, ne vem kdaj, ob 6 ali 7, ob 6 je. Ampak on je prišla ob 9, ker že mi ne bi smeli več biti tle. Pa sem glih že zaklepal vrata, pa ena oseba pride, da nima kje biti, pa je že sprejela Jezusa, razumete? In pol nisem vedel, kam bi jo dal, ker naslednji dan sem mogel iti v Nemčijo. In pol sem Tomota klical, ki je tle blizu doma. Se rekel, Tomo, a bi lahko poskrbel, a lahko kdo prespi? Ja, valjda, kar takoj prite. A ni to the best brat? Amen? The best brat. Wow. To je prava pobožnost, da poskrbiš za sirote, amen? Ampak za Tomota ni obsodbe, zato, ker je toliko dober človek. Ker včasih pa najbrž ni toliko dober, razumete? Včasih bo imel pa slab dan, ne hotel telefona dvignati, ki ga mi je sklical, razumete? Si mu ne dal z mano ukvarjati. Ampak še vedno ni obsodbe za njega. Zakaj? Zato, ker je te Jezus ljubite plakate nalepil po Ljubljani. Ne zato, haleluja. Ampak zaradi Jezusa, Tomo, amen? Samo zaradi Jezusa, amen? In če to veš, pol nikoli ne boš pod obsodbo. Pol se boš lahko zbudil tako, kot jaz včasih. Se boš počutil kot kriminalc. Brez razloga, ampak boš rekel, kaj je zdaj to? To je nelegalen občutek, amen? Jaz sem ozdravljen, jaz sem osvobojen. Zame ni obsodbe, amen?
Meni si ni treba zaslužiti ničesar, cerkev, ker je Jezus za mene zaslužil. Amen? In to je pravo življenje, haleluja. Zatorej, haleluja, to je to, haleluja, zaradi Jezusa. Gremo naprej, druga vrstica. Zakaj postava duha življenja v Kristusu Jezusu me je osvobodila postave greha in smrti? Se pravi, postava oziroma zakon v smislu nečesa, ki vedno deluje. Se pravi, če bom jaz ta mikrofon dol spustil, bo padel dol, ne bo kar tle v luftu stal, ker je zakon gravitacije, ki ga dol potegne. In isto je to, ta beseda tukaj, zakon duha življenja v Jezusu Kristusu me je osvobodil zakona greha in smrti. Se pravi, greh ima zakon, ki te vleče v smrt. Greh in smrt. In tukaj govori ne o fizični smrti samo, zato ker Bog je rekel Adamu, trenutek, ko boš jedel tega jabolka, boš umrl. In vidimo, da ko sta jedla, nista dol padla mrtva, ampak sta duhovno umrla. Se pravi, govori o duhovni smrti, ki povzroči tudi fizično smrt, jasno, in vse ostalo. Ampak zakon duha življenja v Kristusu, zato sem jaz od Ivana sina prosil, da pride mi pomagati, malo, kaj je tako roko stegnil, sem ful videl maziljenje čez njega in pač to je zakon duha življenja, amen, kad ti sprosti življenje. Razumete? In sploh ni važno, koliko si star, koliko veš, koliko ne veš, važno sam, koliko verjameš, amen. Kakšen odnos imaš z Bogom, haleluja, amen. Lahko si ful inteligenten, pa imaš ful dober odnos z Bogom, lahko nisi, pa ga imaš, nima veze. Haleluja, ampak to je zakon, nekaj, ki vedno deluje, zakon duha življenja. Ko je John G. Lake to poštekel, so mu umrli, preden je poštekel, da ima duha, on je ta citat ful citiral, ko so v začetku 20. stoletja v epidemiji ful ljudje umirali od španske kuge. In on je šel v jark, ko se nobeni upal mrtve tam ven vleč, uskrbovati bolnike in tako naprej, molze, in je ful uzdravljen videl. In so videli z njegove roke ful teče moč, ko so dali na mikroskop. So videli, da mazile z njegove roke ubija bacile. In on je vedno ta citat citiral. Je rekel, bolezen ne more priti vame, ko v meni duh, v meni deluje zakon. On je prav to citiral. Zakon duha življenja v Jezusu Kristusu me je osvobodil zakona greha in smrti. Amen? In to vključuje vse. Depresijo, anksioznost, šizofrenijo, ne vem, vse te misli so not v grehu in smrti. In kdo te je osvobodil? Zakon duha, ki deluje v življenju čez Jezusa Kristusa. Haleluja. In zdaj v tretji vrstici, kar je namreč bilo postavi, zdaj pa govori o zakonu, ki ga je Bog dal Mojzesu, po katerim bi se mi mogli lepo obnašati, da pridemo do Boga. Piše, kar je bilo namreč postavi nemogoče, v čemer je bila nezmožna zaradi mesa, to je storil Bog, ko je poslal svojega sina v podobnosti grešnega mesa, kot daritev za greh in je greh obsodil v mesu. Se pravi, zdaj pač govorimo o tem, kako živeti kot kristjan v duhu, ne v mesu, haleluja. Kako živeti v zmagi, kako zmagovalno hoditi. In tukaj vidimo, da če se držiš postave, recimo imaš 10 zapovedi, kaj lahko delaš, kaj ne smeš delati. Mi imamo moralne zakone v svojem srcu. Vsi pač imamo že prirojeno znanje v Bogu, in pol pač čez kulturo ga lahko negiramo, odvisno, ko smo naučeni, ampak recimo jaz sem skozi vedel, da ni dobro, da spim iz svojo punco. Pa sploh nisem bil kristjan. Mislim noro. In pol tudi nisem mogel, mislim, ful je bilo odštekan. In pol ene stvari, ki so me učili, da ni Boga, da ni to, da smo se iz evolucije razvili, jaz sem vedel, to ne more biti res. Sam, ko sem pogledal zvezde zvečer, pa to, sem vedel, pa to mogo nekdo ustvariti. Razumete, mi imamo ful enih zakonov v sebi, ko vemo, kaj je prav, vemo, kaj je narobe. Ampak največ je pa to, kar nam je Bog povedal, kaj je prav, pa narobe. In zdaj, če misliš se potem upravičiti, moraš vedeti, da boš grozno boš padel. Ful boš. Čist boš nemočen.
to te bo uničilo. Če se boš hotel zakona držati, boš čisto uničen človek. Ti boš, govorim Božjega zakona, valjda, drž se zakonov, ne krast, ne ubijati, bo dober človek, jasno, vse to. Ampak če boš hotel z deli postave zaslužiti naklonjenost Boga, boš grozno zgrešil v življenju. Ful boš pod obsodbo. Ker postava te ne more odrešiti, postava ti samo pokaže, da si grešnik, ki rabiš rešitelja. Amen? Zato je religija, zato imamo danes ogromno religij. Imamo celo ljudi, ki verjamajo v istega Abrahama, očeta, kot mi. Imamo ljudi, ki so ful, pridni, dobri ljudje, ampak niso sprejeli Jezusa za svojega rešitelja in hočejo svojimi deli zaslužiti odrešenje. In tako boš propadel. Ker greh, namen greha je samo, da ti pokaže, da si, namen zakona je samo, da ti pokaže, da si grešnik. To vse. Da vidiš, ok, nisem dosti dober, rabim Jezusa. Amen? Amen. V Rimljanih 3:23 prav, vsi smo grešili. Amen. Vsi tudi tebe vključuje. Haleluja. Amen. Dobro, če kdo ni grešil, lahko dvigne roko. Ura si dal hit dol, roko dol. Prej imel obe roki gor. Haleluja. Ja, ker vsi, cerkev, vsi rabimo Jezusa. Haleluja. In to tukaj piše. Jezus je edini, ki je lahko izpolnil postavo. On je živel brezgrešno in se je rodil brezgrešno. In zakaj? Zato, da je obsodil, tukaj noter piše, v čemer je bila nezmožna zaradi mesa. To je storil Bog, ko je poslal svojega sina v podobnosti grešnega mesa in kot daritev za greh in je greh obsodil v mesu. Haleluja. On je v svojem telesu uničil greh. Haleluja. Amen. Se boriš z grehom ful? Dobro bilo, če bi nehal počas. Haleluja. Ker je Jezus že premagal greh namesto tebe. Haleluja. Amen. Mislim, dosti kristjanov se ful bori. Jaz se že dolgo ne borim z grehom, cerkev. Jaz, če vidim tako, ampak kadar vidim kakšen greh v mojem življenju, ki sigurno ga bom videl vsake toliko časa. Haleluja, amen. Kaj naredim? Začnem se ful boriti proti grehu? Ne. Ampak grem k Jezusu, haleluja, amen. Hočem več Jezusa, amen. Hočem biti duhovni človek, hočem povečati slavljenje, hočem biti bližji Božje prisotnosti, ker če se jaz sam lahko rešim, pa bom spet pod prekletstvom cerkev. Spet se bom sam sabo ukvarjal, haleluja. Spet bom kanto s črvi mešal. Da se izpolni pravična zahteva postave v nas, haleluja. Se pravi, Jezus je uničil greh, obsodil ga je, ker je s svojim telesom je plačal ceno, prilil je svojo kri, svoje meso, svoje telo je dal, ker kazen za greh je smrt. Ni 10 očenašev kazen za greh. Kazen za greh je smrt. Zato kjerkoli župniki prav mol 10 očenašev, pa boš odrešen, veš, da ni prebral Rimljanom 8. Ker kazen za greh cerkev je konc, to je konc. Ne moreš se rešiti s svojo molitvijo, haleluja. Rabiš Jezusa, amen. Da se izpolni pravična zahteva postave v nas, ki živimo ne po mesu, ampak po duhu. In tukaj bi rad, da vidite to besedo po, ne v. Pol bomo videli, da mi lahko hodimo v mesu ali pa v duhu, ampak moraš vedeti, da ti živiš po duhu, haleluja. Ti si duhovni človek, ti živiš po duhu, amen. Ker si sprejel Jezusa, haleluja. 5. vrstica. Kajti kateri so po mesu, mislijo na to, kar je mesenega, a kateri so po duhu, na to, kar je duhovnega. Kajti meseno mišljenje je smrt, a duhovno mišljenje je življenje in mir. Se pravi, meseno mišljenje pomeni človeško mišljenje. Vsak greh je del mesenega mišljenja, ampak ni vse meseno mišljenje greh. Ti lahko razmišljaš, recimo, mesene stvari, 2 + 2 je enako 4. To ni greh, to so pač človeške mesene stvari. Ampak človeška inteligenca te ne more pripeljati do Boga. Okay? Ne more, haleluja.
Ti lahko vse prav razmišljaš, firma mi je šla v bankrot, nimam dosti denarja za to, nimam dosti vest, nisem dosti pameten, ne vem, karkoli in te samo glava začne boleti, pa vse prav razmišljaš. Lahko pa priješ pred Boga in mu vse predaš in pač rečeš, haleluja, Bog skrbi zame. In pol ti Bog da neko ful neumno idejo, ne vem, daj temule klošarju pomagi tamle mu, ali pa daj sosedu denar za novo fasado. Jaz, ko sem začel hišo graditi, mi najprej Bog rekel, denar, ko sem imel našparan, naj sosedu kupam avto. In sem rekel, kva? Ne bi smel Boga spraševati za navodila. Vedel sem, da me bo zafrknil. Ker pač, ko enkrat začneš Boga spraševati, boš, da greš do konca. Amen. Ker če ne, boš mislil, da te je zafrknil. Haleluja. Zato reč svojemu sosedu, pej do konca. Haleluja. Ker a ni Jezus rekel, ne biti mlačen, pač bot ali vroč ali hladen. Zdaj, raješ bot pol v inteligenci do konca ali pa bot vroč, pa biti z Bogom do konca. Amen. Ne pa neki na pol, ker to ta miks nav dober. To nav šlo dober. In pol mi je Bog rekel, pa kup sosedu avto. Ne. In pol pač sem res to naredil, pa ful sem ga mogel prisiliti, ker ni hotel sploh. Mi je hotel vrniti. Rekel, če mi boš vrnil, ti ne dan denarja. Dan ti sam, če obljubaš, da mi noš vrnil. Pa rekel, okej, ajde. Kaj ful je rabo avto, če ne bi mogel prašiča ohraniti, pa tako naprej, razumete. To mu je bila eksistenca, ni bil to luksus. On se ni mogel z avtobusom voziti po prašiču hrano. Da imel še pol na štriku prašiče sabo na avtobus. In kaj je Bog naredil? Ja, ful je priskrbel zame, da sem lahko brez kredita pač postavil hišo pod streho. Haleluja, Bog je dober, Bog, haleluja. Ok, gremo naprej. Se pravi, ja, to je, se pravi, meseno mišljenje, to je lahko samo navaden človeški intelekt. Sploh ni treba, da razmišljaš v neki ful hudi poželjivosti pa grehu. Dosti je že, da si ful pameten, tako kot je bil apostol Peter, ki je začel na svete dajati Jezusu. Ko je Jezus rekel, zdaj pa gremo na križ, pa je Peter rekel, ne, imam jaz boljšo idejo. Alo. A se ne spomniš, da sem glih prej edini jaz poštekel, da si ti Božji sin? Lej, zdaj bom pa tako naredil, ne bo šel na križ, tlele imamo svojo vojsko, svojo. In rekel, kaj je Jezus rekel? Hvala ti, Peter, ful mi je všeč, da si tle v mojem dream teamu. Ful si res pameten, hvala Bogu si te šole, ki si dal skozi. Sam še zdaj mi pust, da imam še eno svojo verzijo. Ne, rekel mi je, pober se za mano Satan, ker razmišljaš po človeško. Amen. Se pravi, ne smejo biti preveč pametni, ker nam Bog govori, haleluja. Kajti to je meseno mišljenje, je smrt, odvojenje od Boga. Duhovno mišljenje je življenje in mir. Se pravi, ko Boga poslušaš, boš imel pa življenje, haleluja, se boš pa dobro počutil, amen, in imel boš mir. Mene je enkrat Ashley povabil, edinič, da me je povabil, da govorim na evropski konferenci, jaz nisem imel za burek sploh, jaz sem bil čist na psu, nisem imel kom elektriko plačal, vse, kar sem nekam investiral, vse mi je propadalo. In pol me je Ashley klical. Rekel, Klemane, kako si kaj gor dol? Jaz nisem vedel, zakaj me kličejo, pa kako sem, se rekel, the best. Prav, sem rekel, lej, ful, mislim, jaz sem bil, ne vem, po 5-6 ur v Božji prisotnosti, v 6 zjutraj do 12, sploh po telefona nisem požgal, sem bil pač dol v kleti. Sem imel res the best, cirko. In to ene pol leta trajalo. In pa me je, če si bil res the best. In pol, ko sem Boga sprašal za nasvet, tako, jaz sem Boga sprašal, daj mi neko strategijo tako za 2 jurja na mesec. To rabam, eno strategijo za 2 jurja na mesec. Veste, kaj mi je rekel? Daj, koliko imaš še denarja na računu, daj napiš ček, pa pošelj Ashleyju. To mi je rekel. In pot sem spraznil račun, pa poslal Ashleyju denar. In pa valjda, da je mislil, da mi gre ful dobro. In pa me je še klical, Klemen, kako si rekel, the best, ful sem dober. Glih, kar sem bil v Božji prisotnosti, povedal sem mi, kva mi Bog govori za Evropo, je rekel, the best. A lahko prije bo še en odgovornik na konferenci, sem rekel, the best, lahko.
Si rekel, kaj pa karto si moram sam plačati, mi boš poslal. Ne, ti bom jaz vse plačal. Si rekel, super, ker če ne bi mogel iti na avtoštop. Ampak bi šel, haleluja, amen. Ampak haleluja, Bog je dober, cerkev. 7. vrstica. Zato, ker je meseno mišljenje sovraštvo do Boga. Amen. Tukaj se pa pozresamo. Amen. Tukaj pa Božji strah pol pride na nas, cerkev. Ko vidimo, koliko je cerkev, razumete, nemogoče je slediti Jezusu. To je čist nemogoče. Res, čim prej odnehi svojo močjo. Amen. Čim prej se vrš na Jezusa. Amen. Čim prej si reč, ma ne morem jaz to. Ne morem jaz svojo močjo slediti Jezusu. Kako bom jaz zdaj kristjan? Kako bom jaz produciral krščanstvo zdaj? To je samo religijo boš delal. Pa boš pa še drugim težil, ki so bolj svobodni kot ti. Amen. Ker si ti ful zatežen, to je tako kot jaz, ker sem se odločil, da malo manj jedo, žena pa ful dobro kuha. In pol, ker začne grist hrano, jaz pa tam nekje zraven, pa ful lačen, pa se delam, da nisem lačen. Ker najraje bi si jezik prigriznil. Ker vem, da če bom zdaj kaj rekel, jo bom začel obsojati. Ker sem toliko tečen, razumete? In tako je, če hočeš krščansko življenje živeti. Ful boš zatežil svoje življenje in vsem okoli sebe boš zatežil. Amen? Noben mu nož pustil, da je normalen. Vsi zdaj morajo biti zateženi pa smotani, tako kot ti. Ne, takoj nehi. Amen, reči, ne morem, haleluja, rabam Jezusa, amen. Brez Svetega Duha, cerkev, je vse brez veze. Amen. Ne moreš, to je pač... Zato, ker je meseno oziroma človeško mišljenje, je sovraštvo do Boga. Ker se Božji postavi ne pokorava, se tudi ne more. Kateri so pa v mesu, Bogu ne morejo biti prijetni. Amen. A se spomnite, v Hebrejcem 11 piše, mislim, da je 6. vrstica, piše, brez vere je nemogoče biti Bogu všeč. In kdor se bliža Bogu, mora verjeti, da Bog je in da bo plačal tiste, ki ga iščejo. Haleluja. Amen. In Tatjana, danes si v veri sprejela. Ko včeraj je bilo še ful nevere v tebi, je tako. In zdaj si pač sprejela Jezusa in si polna vere. Haleluja. Amen. To je ful razlika. Ker če se ti sam trudiš sproducirati vero, boš mizerno propadel. Ker ne moreš sproducirati. Ti lahko sproduciraš upanje, željo, lahko se napenjaš, da ti žile popukajo, pa še vedno se nič ne zgodilo. Ker vera je nadnaravna stvar. Vero sprejmeš v duhu, haleluja, amen. Poslušaš besedo, nekaj se ti priklop v duhu in začneš verjeti Bogu, haleluja. Se pravi, kateri so v mesu, ne morejo biti Bogu prijetni, haleluja. In zdaj dobra novica, 9. vrstica, a vi niste v mesu, ampak v duhu, haleluja, amen. Recimo mu sedu, ti si v duhu, haleluja, amen. Ti si duh, ti nisi v mesu, haleluja. In pa boš rekel, pa kako da ne, če sem, glih prej sem se ženi nekaj zlagal, ko mi je vprašala, če sem pomil posodo. Ja, še to si naredil po mesu, ampak to ne pomeni, da si v mesu. Razumeš, to je ful velika razlika. Ker sam zato, ker si nekaj naredil po mesu, ne pomeni, da si zdaj v mesu. Amen? Ti si naredil nekaj, ki je proti tvojemu novemu karakterju. Amen? Nekaj, zato te pa mod greh, ko se na novo rodiš. Amen? Zdaj boš videla korina. Zdaj ti bo, jaz, ko sem sprejel Jezusa, jaz sem se kar razjokal, ko sem tam neke brezvezne nadaljevanke gledal. Pa si, ko nam sme več televizije gledati, ko več ne vem, kaj je res, kaj ni res, ko si tok, srce se ti umehčaj. Naenkrat sem imel rad ene stare tam muslimanke, ko sem jim služil, so mi bile najboljše kolegice. Haleluja. Haleluja. Amen. Zdaj imaš novo srce. Haleluja. Amen. Si na novo rojena, haleluja. To je the best, haleluja. In zdaj ti greh več ne bo pasil. In ko boš po mesu kaj delala, pač boš v duhu čutila, v to pa ni dobro. In zakaj? Ker nisi več v mesu.
Amen. Zdaj si v duhu, zdaj si z Jezusom, si eno z njim. Haleluja. Amen. A ni to dobra novica, cerkev? Amen. Če bi rad manj grešil, sam bod več v duhu, bolj se zavedi tega, kdo si. Haleluja. Če Božji duh prebiva v vas, in to je, amen, Božji duh prebiva v nas. Haleluja. Če pa kdo duha Kristusovega nima, ta ni njegov. Če pa Kristus v vas, je sicer telo mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti. Haleluja. A lahko rečeš, jaz sem Božja pravičnost v Jezusu Kristusu. In poglej, zdaj bomo zaključili z 11. vrstico. Če pa duh tistega, ki je obudil Jezusa iz mrtvih, prebiva v vas, on, ki je obudil Kristusa Jezusa iz mrtvih, oživi tudi smrtna telesa vaša zaradi svojega duha, ki prebiva v vas. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče, da je v nas Sveti duh. Haleluja. Da lahko zdaj živimo po duhu. Oče, odpusti nam vsako meseno mišljenje, ki smo si dali ene svoje človeške ideje, koliko nismo dosti dobri, kaj moramo še vse sami, kaj, ne vem, karkoli. Haleluja. Oče, jaz molim, da to odpade od nas, da nismo humanisti, tako kot je bil Peter, Oče, da ne mešamo tvojih načrtov s svojimi idejami, Oče. Jaz odpustim, kadar furamo nek svoj program. Haleluja. Namesto da bi bil ti naš Oče. Haleluja. Namesto da bi bili mi tvoji sinovi in poslušali tvoj glas. Haleluja. Odpri naša duhovna ušesa. Haleluja. Odpri nam duhovne oči. Haleluja. In naša srca, Oče, naj bojo mehka za ljudi okoli nas. Haleluja. Oče, naj ti bomo ful prijetni, tako da ti verjamemo. Haleluja. Da verjamemo, da si ti vse plačal. Da si ti dost, da ne rabimo še neki. In hvala Jezus, tudi če danes umremo, pridemo k tebi, ki piše, da boš ti obudil, da nas boš ti obudil. Haleluja. Zato, ker je tvoj duh v nas. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče. Haleluja. Da ni več obsodbe za nas. Ti zaradiri vsako negativno sliko, ki smo jo sprejeli od drugih ljudi. Haleluja. Te omejitve, Jezus. Jaz odpustim, ker se ful slabo gledamo. Haleluja. Mi se moramo videti, kot nas ti vidiš, Jezus. Odrešene, ozdravljene, osvobojene, Božje otroke, Božje sinove, z dediščino. Haleluja. Ko hodimo okoli svojim očetom in se hvalimo z njim. Haleluja. Hvala ti, Jezus, da ti transformiraš naša življenja že s tem, ko samo tebe gledamo. Haleluja. In smo ti bolj podobni. Haleluja. Jezus, zdaj ti predajamo vse stvari, ki smo jih probali rešiti, pa nam ni uspelo. Haleluja. Jezus, pomagi nam zdaj. Haleluja. Prevzem nas, prevzem vse stvari v naših življenjih. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Ti si naš Gospod. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Mi zaupamo, da je naše življenje varno v tvojih rokah. Zaupamo, da lahko smo tvoje ovce, ki poslušamo tvoj glas. Haleluja. Zaupamo, da nas vodiš naprej, tako, kot moramo iti. Haleluja. Mi puščamo vse staro za sabo. Haleluja. Staro je minilo. Haleluja. Mi gremo s tabo naprej v avanturo vere. Haleluja. Daj nam svežino v tem odnosu vere, Jezus. Da namo bolj pametni, kot je glas Svetega Duha. Haleluja. Se lahko zanašamo na te. Bog prav, lahko mi verjameš, lahko mi zaupaš. Lahko me še bolj spoznaš.
Sam predaj vse. Hvala ti, Jezus. Amen.